Pred osnovno šolo se je otroški živžav odrezano prekinil. Žoga se je odkotalila kar nekam tja po svoje v en kot. Sošolci 5. razreda so namreč vsi hkrati obnemeli. In ko se je moj nečak usedel v Borna, so vsi v en glas izustili: wow! In prav zaradi tega primera lahko z gotovostjo trdimo, da bo tudi v dobi elektromobilnosti veljal tisti skoraj 40 let star verz: da to ni vsebina neke televizijske reklame, to se je zares zgodilo. Presenetilo pa me je dejstvo, da je bilo otrokom povsem nepomembno, da je Born v resnici električni avtomobil. To so začeli ugotavljati šele potem, ko smo se že odpeljali. Ker Born je tiste sorte avto, za katerega velja, da je otrok, ki ga ima v merilu 1:57, največji frajer v peskovniku. Ker ta avtomobil res ne rabi Hot Wheels dodelave. Ta avtomobil je Hot Wheels že kar v svoji osnovi. Tako zelo impozanten je, tako zelo divji. In všeč ne bo samo otrokom, tudi za kakšno mojo krizo srednjih let bo primeren, pri čemer lahko poudarimo, da je s ceno okoli 40 tisoč evrov pravzaprav relativno dostopen v teh merilih. In v končni fazi tudi moja žena, ki se za avtomobile prav pretirano ne zanima, je rekla, da to pa je nekaj posebnega, da to ni samo še en avtomobil. Ampak tukaj je zanimivo še eno drugo dejstvo. Namreč Cupra Born je pravzaprav z odliko opravljen popravni izpit. Ne, David, oprosti, to se ne bo dobro slišal, ker bojo mislili, da je ID3 padel na izpitu. Ja, še enkrat. Ampak pri tem je najbolj zanimivo dejstvo, da je Cupra Born dal Volkswagenu ID3 tisto manjkajočo začimbo. Ne, David, tudi to ne bo v redu, zato ker bojo mislili, da ID-ju nekaj fali, v bistvu mu nič ne fali, samo drugačen je. Ampak pri tem je najbolj zanimivo dejstvo, kako zelo je Cupra Born enak Volkswagenu ID3 in hkrati tako zelo drugačen od njega. Ker Cupra Born je pravzaprav Golf GTI električne dobe. Se pravi, klasičen družinski avtomobil, pri katerem je pa bistvenega pomena tisto, kar se zgodi, ko pritisnemo na desno stopalko. No in takrat dobimo tisti silovit pospešek. Tak pospešek, s kakršnim se važijo recimo pri Tesli. Ampak naj vas spomnimo, kaj smo rekli na testu Tesla Model 3. Rekli smo, da naj inženirji raje več časa testirajo recimo na ovinkih dirkališča Laguna Seca. No in Cupra Born nam daje prav to. Prav tu so se Španci zares izkazali. Tu se kaže španski know-how, špansko ekspertizo, ki je seveda tudi plod večdesetletnega ukvarjanja z motošportom. Res, Cupra Born je avto, ki je zasnovan v hribih. Ker Born je zanesljiv, je stabilen, je silovit, čutiš ga. Predvsem pa za razliko tudi od tistih zmogljivejših in večjih električnih avtomobilov, tu nekako nimaš občutka, da bi visoka masa kvarila občutke v ovinkih. Cupra Born je pravzaprav to, kar v žargonu rečemo hot hatch, ampak seveda električne dobe. V bistvu smo naravnost navdušeni, presenečeni, začudeni, kako zelo drugače se pelje Cupra Born v primerjavi s Volkswagenom ID3 in zagotovo tukaj ne igrajo vlogo samo to, da je Cupra Born bližje tlom za dober centimeter. Pa tudi to ne igra bistvene vloge, da tukaj lahko izklopite ESP, pri Volkswagenu pa recimo ne. Zagotovo je bistvo Bornovih voznih lastnosti v pravih nastavitvah, v detajlih. Z izjemo voznih lastnosti je Born vendarle zelo podoben Volkswagenu ID3. Enako prostoren, je pa bolj prijeten zaradi tega sredinskega grebena, ki nekako skriva kar uporabne odlagališča. Je malenkost manj udoben, predvsem pa lahko za ta avtomobil rečemo, da ima enake prednosti, ampak da ga pestijo hkrati tudi enaki izzivi elektromobilnosti. Seveda govorimo o dosegu. Avtomobil ponuja za
slabih 300 km realnega dosega, kar seveda pomeni, da ga je za večino dnevnih rednih potreb dovolj. Sobotni izlet po Sloveniji pa skoraj zagotovo ne bo šel skozi brez vmesnega polnjenja na poti. Sploh, če boste izkoriščali Bornovo posebnost, torej športno vožnjo. Če ne nameravate izkoriščati, pa verjetno Born tako ali tako ni za vas. No, športne vozne lastnosti pa niso značilnost samo te vroče Cupre, ampak ta španski vroči dinamični karakter dobimo tudi že v bolj običajnih Seatih. In to ne glede na to, ali boste izbrali tistega klasičnega Leona ali pa Seatovega terenca. In te vozne lastnosti ste poudarili in ste ocenili tudi vi, gledalci avtomobilnosti, ko smo skupaj ovinkarili po ajdovskih ovinkih. Kakšne so bile izjave? No, predlagam, da je ta test vaš naslednji klik.